Tokratne avtomobilske novice začnimo z vestjo, da se uradno začenja izganjanje dizlov iz mestnih središč. Torej na praktičen način, ne zgolj z besedami na sodiščih. 100 prometnih znakov, ki nadaljevanje vožnje prepovedujejo vozilom z dizelskimi motorji norme Euro 5 oziroma starejšim, je kot prvo nemško mesto postavil Hamburg, mesto, v katerem se je v zadnjih 10 letih namnožilo število petičnežev. Poročamo tudi, da Google pripravlja operacijski sistem Android Automotive, sistem, ki ga lahko avtomobilski proizvajalci po svoje prikrojijo, torej da na njegovi platformi zgradijo celoten ekosistem, recimo tudi ukaze za klimo, avtomatske nastavitve, glasovno upravljanje in podobno. Torej ne govorimo več zgolj o sistemu, ki preslika telefon v avto, kot na primer Android Auto, ki mimogrede iz nekega čudnega razloga še vedno ni na voljo Slovencem. Uporabo Googlove platforme sta že napovedala Audi in Volvo, analitiki pa že opozarjajo, da to pomeni, da bo Google od avtomobilskih proizvajalcev s tem prevzel tudi vse podatke. Skrb vzbujajo pa tudi izjave, da bodo uporabniki avtomobilov tako dobili dostop do tisočih aplikacij, ki nam lajšajo dan. Know-how avtomobilskih inženirjev je namreč doslej predstavljalo sito, kaj je varno in kaj ne. A kakorkoli, svoje mesto v samovozečih avtih prihodnosti si na vse pretege skuša zagotoviti tudi Apple. Zagotovil si ga je pri Volkswagenu, skupaj bosta razvijala Shuttle. Samovozeči avti pa so sicer ena najboljših novic za Intelovo jeruzalemsko podjetje Mobileye, enega najvidnejših dobaviteljev senzorjev in druge opreme samovozečih avtov. Podrobnosti nedavno podpisane pogodbe so javnosti skrite, a njeno pomembnost dokazuje dejstvo, da si je Mobileye z njo zagotovil dobavo opreme za kar 8 milijonov samovozečih avtov. Medtem se sicer odpira tudi nebo. Uber je recimo v Franciji odprl center za razvoj samoletečih taksijev. V tematiko mobilnosti prihodnosti pa presenetljivo spada tudi naslednja lokalna novica. Največji slovenski distributer avtomobilov Porsche Slovenija je na megalomanskem praznovanju svojega 25. rojstnega dne z najbolj zvenečimi nastopajočimi iz sveta glasbe, televizije, športa, stand-upa in družbenih omrežij napolnjeni Linhartovi dvorani Cankarjevega doma predstavil zares pompozne številke. Več kot 370 tisoč prodanih vozil, 5 milijonov delovnih nalogov na servisih in skupno 6 milijard evrov prometa. V teh 25 letih je prodaja narasla od 5 tisoč do 25 tisoč letno prodanih vozil znamk Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in seveda Volkswagen gospodarska vozila. Pri tem se je družba na nek način preoblikovala iz zgolj prodajalca vozil v ponudnika celovitih mobilnostnih rešitev. Wir glauben, dass Mobilität in dem größten Wandel in ihrer Geschichte steht und wir freuen uns auf diese Herausforderung, dass wir rund das Auto Totalmobilität für die Menschen anbieten dürfen. Das betrifft alle verschiedenen Arten von Mobilität. Das geht vom elektrischen Fahren, auch von Anbieten elektrischer Lösungen zu Hause bis zu Carsharing. Resnično danes je čisto nekaj drugega, kot je bilo 25 ali pa 20 let nazaj. Danes ne želijo biti več cel dan lastnik, mogoče samo nekaj ur. Gremo v korak s časom in se spreminjamo tudi mi. Razvijamo tudi produkt, ki bo kratko prišel, carsharing produkt skupine Porsche v Sloveniji. Share2, v kratkem ga bomo predstavili. Nadaljujemo s kaznovalno politiko. Britanska vlada je preverila, kaj prehitre voznike bolj umirja na dolgi rok. Kaznovanje s kazenskimi točkami ali pa posebni tečaji varne vožnje za prekrškarje, kjer inštruktorji na teoretičen in praktičen način dvigajo zavedanje o nevarnosti hitre vožnje. No, točke so se izkazale za manj učinkovite. Tokratne novice zaključimo z izborom slovenskih gospodarskih vozil leta 2018. Tovornjak leta je DAF XF, avtobus leta je MANov Lions Coach, lahki dostavnik leta prenovljeni Fordov Tourneo oziroma Transit Custom, pick-up leta 2018 pa je postal Mercedes-Benz razreda X.